Dober dan vsem. Napravimo zdaj dve vaji. Eno s tretjim Keplerjevim zakonom in eno, kjer računamo, na kateri višini so geostacionarni sateliti. Torej, tretji Keplerjev zakon pravi, da za vsak planet ena konstanta razmerje med kubom velike polosi planeta in kvadratom obhodnega časa. To naredimo za Jupiter. Sedaj, zato da ne bom tukaj kompliciral z simboli, rabim A velik in T velik za Jupiter in A majhen, T majhen za Zemljo. Torej, za Jupiter velika polos gibanja okoli Sonca je 778 milijonov kilometrov. Za Zemljo pa je 150 milijonov kilometrov. In se vprašamo, v kolikem času Jupiter obkroži Sonce. Sedaj napišemo to razmerje tukaj z velikimi črkami za Jupiter, z malimi črkami za Zemljo. Ker nas zanima T velik na drugo, obrnemo oba ulomka. T velik na drugo ulomljeno A velik na tretjo, je T majhen na drugo ulomljeno A majhen na tretjo. Pomnožimo z A velik na tretjo. Dobimo ta T velik na drugo, enak temu ulomku, nas je zanimal prav T velik, torej naredimo kvadratni koren. Samo kvadratni koren od T majhen na drugo je prav T. In to napišemo T. In tukaj kvadratni koren od tega, samo A velik in A majhen, damo vse skupaj v oklepaju na tretjo. Tako prav jasno razmerje. Sedaj tukaj T majhen. Zakaj sem pustil T majhen, vidimo čez en trenutek. Torej, tukaj kvadratni koren. A velik ulomljeno A majhen in treba napišemo vse te milijone kilometrov. Razmerje med tema dvema je prav 778 ulomljeno 150. Vse to razmerje na tretjo in to pod kvadratnim korenom. Sedaj v znanstveni žepni računalnik lahko zaračunate to razmerje, date na tretjo, naredite kvadratni koren in vidite, da je približno 11,8. Zakaj sem pustil T majhen? T majhen je čas, v katerem Zemlja obkroži Sonce. In to sem hotel poudariti, da tukaj ta T majhen ga lahko izrazimo na primer v letih, damo eno leto in torej dobimo, da za Jupiter je 11,8 let. Če tukaj damo to v dnevih 365 dni, 11,8 krat 365 se zračuna in tisto je število dni, ki jih potrebuje Jupiter, da enkrat obkroži Sonce. Sedaj, druga vaja. Na kateri višini se gibljejo geostacionarni sateliti? Kaj so geostacionarni sateliti? So tisti, ki se gibljejo tako, da nekdo, če jih gleda iz površja, se zdijo, da so zmeri na isti točki, ker rabijo točno 24 ur, da obkrožijo Zemljo. Torej, njihov obhodni čas je 24 ur, ki lahko zaračunate, da je 86.400 sekund. Če to napišemo v znanstvenem zapisu, damo število med 1 in 10, 8 vejca še 4, krat kaj? Tukaj je 8 in nekaj, tukaj 80.000 in nekaj, torej smo pomnožili z 10.000, ki je 10 na četrto sekund. Masa Zemlje je 5,97 krat 10 na 24 kg. Sedaj, tudi je važno opaziti to, tukaj zdaj bomo zračunali ta R, ki je razdalja med središčem Zemlje in satelitom. Nas zanima pa, na kateri višini od površja Zemlje satelit. Zato bomo na koncu naredili enostavno odštevanje, ampak zdaj prej izračunamo razdaljo med središčem Zemlje in satelitom. Torej, tukaj je privlačna sila, gravitacijska konstanta, krat masa Zemlje, krat masa satelita, ulomljeno ta R, ki sem komaj povedal, na drugo, je enako, kaj? Sila je masa krat pospešek. Tukaj je masa, ki se giblje tista od satelita, da maso satelita, masa krat kateri pospešek. Če vi greste pogledati formule enakomernega kroženja, pospešek pri enakomernem kroženju je V na drugo ulomljeno R. Ta V je hitrost, katero se giblje tukaj po tirnici satelit. V na drugo ulomljeno R. In še zmeraj z enakomernega kroženja gremo pogledati, koliko je V. 2 krat R krat P ulomljeno obhodni čas, ampak ta formula je tudi zelo razumljiva, v resnici je pove samo, da hitrost je pod ulomljeno čas, ker če ta se giblje po neki krožni tirnici, ki ima pomer R, ko naredi obseg je 2 krat R krat P, tiste obsege naredi v obhodnem času, prav čas, ki rabi za en obhod.
Torej, tukaj se krajša masa od satelita, ker je neodvisno od tega, na kateri višini bo geostacionarni satelit, torej G krat M ulomljeno R na drugo, tukaj bo napisal E na ulomljeno R krat V na drugo in namesto V dam 2R pi ulomljeno T, vse na drugo. In še malo prav uredim vrstni red, 4 pi na drugo, R na drugo, ulomljeno T na drugo. Vse tukaj ta R krajšam s to drugo potenco. Množim z obema imenovalcema, zato da ju odpravim, množim z R na drugo, T na drugo, torej ta izraz na levi množim z R na drugo, torej R na drugo gre proč, se pomnoži s T na drugo, izraz na desni gre proč T na drugo, se pomnoži z R na drugo, samo tukaj smo že R, krat R na drugo prije R na tretjo, tukaj še delim 4 pi na drugo, ker iščem prav ta R, in torej dobim R na tretjo je ta ulomek. In to je R na tretjo. R, ki me zanima, je tretji koren, kubni koren od tega ulomka. Sedaj izračunamo, damo vrednosti. Kubni koren od, torej G, gravitacijska konstanta, tukaj vrednost. Masa zemlje 5,97 krat 10 na 24 kg. T, obhodni čas, pazimo, da ga damo na drugo, torej 8,64 na drugo, 10 na četrto na drugo, 10 na 8 sekunde na drugo. Vse ulomljeno 4 pi na drugo, sedaj dam posebej te številke in potenco 10, 6,67 krat 5,97 krat 8,64 na drugo, ulomljeno 4 pi na drugo, potem potenco 10, 10 na minus 11 krat 10 na 24 krat 10 na 8, že prej tukaj se je krajšal ta kilogram tukaj z drugo potenco, sedaj tukaj imam newtone, newtone napišem na dolgo kot kilogram, meter, ulomljeno sekund na drugo, to prije z druge Newtonovega zakona. In tukaj sem napisal samo newton, mi manjka še meter na drugo krat sekunda na drugo, ulomljeno kilogram. Torej tukaj se krajša sekunda na drugo, se krajša kilogrami, ostane meter krat meter na drugo, ostane meter na tretjo, pod tretjim korenom je prav. Tukaj z znanstvenim žepnim računalnikom lahko zračunate vse to, dobite je 75,4, tukaj s potencami od desetke naredimo minus 11 plus 24 plus 8 in dobimo 21. Sedaj naredimo tretji koren, lahko zračunate žepni računalnik, tretji koren od 75,4 je 4,22, tukaj prije prav lepo, da je 21 eksponent, ker ko naredimo tretji koren se deli s 3, ta eksponent 21 na 3 je 7, 10 na 7, tretji koren od meter na tretjo je meter. Torej to smo dobili, sedaj bi hoteli lahko to bi bilo prav, bi lahko izrazil v kilometrih. Ker kilometr je 1000 metrov, tukaj je 10 na 7, napišem kot 10 na četrto krat 10 na tretjo, ker 10 na tretjo metrov je kilometr, torej 4,22 krat 10 na četrto kilometrov. Sedaj, ker ta 4 ni prav tako velik eksponent, napišemo na dolgo, torej 10 na četrto 10.000, tukaj je 4 in nekaj krat 10.000 je 4 krat 10.000 je 42.200 kilometrov. Sedaj, na koncu ta H, ki me zanima od površja Zemlje, prav ta 42.000 km minus polmir Zemlje, ki je 6.370 km in dobimo 35.830 km, približno 36.000 km. Prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.